In Miha, je kaj muskelfibra? Ja, je muskelfiber in zakaj si lahko naše poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, bralke in bralci večera ogledajo na družbenih omrežjih in pa seveda tudi preberejo v Večeru in na vecer.com. Govorimo namreč o tem, kako sem včeraj združil moči z vozniki različnih narodov in na avto vleko potisnil Audija, kakopak. In ne boš verjel, dobro sem napisal v dnevniku, ne hvalim se. Se sem bil. Ne, dobro sem napisal to, kaj mi bojo pač prvo kolegi rekli, ko bom pokazal posnetek, pač Audi je, ne. Ja. Pa nekam dosti zdaj ta tvrtka iz Ingolštada se pojavila v najnih opaženih z Nemčije, ne. Res je. V prejšnjem podcastu smo... Tako. Ja. Ne vem zakaj, bomo pa veseli na Večeru, če kaj cankne. Ampak to sem hotel poudariti, ne. To je res sodelavec na mestu, za minuto greš stran, pa si takoj najde delo, ne. Ja, ne, ni bilo nič posebnega v bistvu. Malo smo pač porivali na počivališču. Tako. Mogoče tudi v kakšnem potiskanju v naslednjih minutah. To je podcast o žogi, igrišču, branilcih, napadalcih, trenerjih, športnih direktorjih in selektorjih. To je Europolcajt. Enkrat bom z prve znal ta intro povedati na pamet. Je zdaj nekaj dni še je do tega konca rednega dela skupinskega dela Evropskega prvenstva. Vse te dni bomo še naprej se vsako jutro skušala javiti in povedati, kaj se nam je dogajalo, o čem pišemo v Večeru. Danes je pa ta pomemben dan D, oziroma dan za balkanski derbi, čeprav nekateri pravijo, da pač to vseeno ni balkanski derbi. No, mi smo ga tako včeraj napovedali v Polcajtu. Ja, že včeraj je bilo čutiti v Münchnu, da se danes napoveduje en velik dvoboj, tekma med Slovenijo in Srbijo. Obe moštvi pričakujeta zmago, obe si želita zmage in obe verjameta, da je pač prav ta tekma tista, preko katere lahko... Te je zmoto? Ne. Torej ta tekma, preko katere lahko njuni reprezentanci pridajo do preboja v nadaljevanje prvenstva. Tako, in spremljeno včeraj, v bistvu po treningih, kaj so govorili selektorji, igralci, in v srbskem taboru je kar ena taka samozavest. Čeprav je bil Dragan Stojković, Piksi, selektor je bil na začetku tako malo čemeren, ne. Zelo zanj neznačilno se je držal, pa ga potem eden od srbskih novinarjev vprašal, ne, kaj je to. Ampak rekel, da je to samo zato, ker mora na vsakem koraku pokazati to akreditacijo in da ga pregledujejo, kot da bi hotel vdreti v maso, ne pa da je prišel na stadion. Ampak ja, je pa tudi zatrdil, da edini cilj srbske reprezentance je zmaga, da če je nam Slovencem to všeč ali ne, po zmago bodo šli in verjamejo, da bodo uspešni v tej nameri. Torej sta bila oba dva selektorja včeraj v bistvu malo čemerna, ker slišal sem že nekaj, si mi že povedal o Matjažu Keku. Jaz sem bil v času tiskovne konference že v središču mesta, kjer sem lovil slovenske navijače, da smo malo popisali vzdušje pred največjim slovenskim gostovanjem športnih navdušencev na tujem. No in kaj se je dogajalo Matjažu Keku? Kaj je bilo narobe? Matjaž Kek pa je malo vraževeren, ne, in zdaj mi, ki dalj časa spremljamo to reprezentanco, vemo, da pa tudi mogoče že prej Keka v kakem drugem klubu, da na teh novinarskih konferencih oziroma druženjih z novinarji želi vedno sedeti na desni strani mize, kar je pa temu uslužbencu UEFA, sicer Slovencu, ušlo, pa ga je želel posaditi na sredino. Ja, ne, Matjaž Kek bo sedel na desni, pa ne glede na to, kdo ga prosi, da se usede drugam. Potem smo se spomnili recimo na en dogodek pred leti v Makedoniji, ko so potem tam lokalni organizatorji oziroma televizijske ekipe predstavljali komplet vse tiste oglasne panoje. Ampak je ostal na desni, ne, Matjaž Kek sedi na desni oziroma levo gledano iz sogovornikove strani. Številka 1 v prezračevanju. Popuste smo povišali vse do 60%. Največ prezračevanja za vaš denar. iVent.
Hitro se začenja danes tekma ob 3, včeraj je bilo tukaj v Münchnu zelo vroče, vsaj za naju, ki smo bila v Wuppertalu, kjer je bilo vsaj 10-15 stopinj manj, čez dan je bilo kar toplo. Pa vidiš, ne, zdaj se opravičujem gledalcem in poslušalcem za ta dva kašljaja, kako bi rekel. Ne. Ampak evo, to ne, greš praktično iz zime v poletje in se telo začne malo drugače obnašati. Ja. No, ta balkanski derbi bo sredi dneva, sicer je napoved danes malo manj poletna, ampak si vseeno pričakuje se na Allianz Areni vroče vzdušje, tako zaradi polnih tribun, glasnih, strastnih navijačev, kot seveda tudi zaradi temperatur, ki so v tem delu dneva napovedane. Kaj še moramo povedati pred tekmo? Ja, ob 10 se začnejo slovenski navijači zbirati na Marijinem trgu v središču mesta, torej ne odhajajte tisti, ki ste že v Münchnu ali pa prihajate v München na območje Olimpija parka, kjer je sicer fancona, kajti fancona se odpre prepozno, da bi se tam zbrali slovenski navijači, tekma je namreč, kot smo dejali, že ob 3. Ja, in pa pravočasno na pot, javni promet sicer deluje zelo dobro, koliko smo do zdaj uspeli ugotoviti, ampak znajo biti pa kar gneče. Francoski kolega mi je poročal, da se recimo na tisto otvoritveno tekmo odpravil 4 ure prej, pa vseeno ni šlo na U-Bahn oziroma na podzemni vlak, ker je bila takšna gledeča, da je potem se znašel in vzel taksi, ki pa seveda ni ravno ugoden, ne, kot marsikakšna stvar tukaj v Nemčiji. Znajo kar naviti kakšne cene. Vse poti vodijo do posebne ponudbe za nove stranke banke. Sklenite paket komplet do konca julija in prejmite 9 mesecev brezplačnega vodenja. Nova KBM, članica skupine OTP. Vabljeni seveda k branju, pišemo danes torej zgodbe iz obeh taborov, pišemo tudi o tem, kako so turški navijači, torej navijači Fenerbahčeja dejansko opisali Acuna Iligđalija, o tem berite danes. Pa kaj še moramo povedati? Absolutno ne smemo pa danes pozabiti, ne, da ne boš rekel, da samo takrat, ko zgrešiš. Danes ti je pa, oziroma včeraj ti je šlo precej boljše pri napovedih. Pa mislim, da tudi že en dan prej, pa nismo tega obešali na velik zvon, tako da prosim lepo, da smo v nadaljevanju prvenstva pri tem dosledni in upam, da se uresniči današnja napoved. Napovedal sem zmago Slovenije. Kaj napoveduješ ti? Pa jaz bom tudi napovedal zmago Slovenije, seveda, vse smo tu, vsakič treba napovedati zmago Slovenije. Pa samo dodal bi pa še, ne, če bi se tekme končevali v 94 minuti, bi imel pa popoln zadetek. 100%, ne? Ali full treffer, kot se reče tukaj. Ja, pa Hrvati bi bili malo bolj srečni. Ja. Mimogrede, včeraj sem srečal v središču mesta s pomočjo kolega iz Srbije skupino navijačev Srbije iz Republike Srpske, med katerimi je sedel Hrvat v dresu Luke Modrića, za sosednjo mizo so bili Slovenci in ta Hrvat je sicer napovedal, seveda užaljen zaradi remija Hrvaške proti Albaniji, da bo danes zmagala Slovenija, Srbija se opravičujem, ampak verjetno samo zaradi tega, ker je bil obdan z navijači, ki so, ko sem jih prosil, da jih fotografiram, v zrak molili 3 prste. Zanimivo še iz te debate z njimi smo lahko spoznali, da smo vsi Slovenci, Hrvati in Srbi ista govna. Mogoče imajo pa res prav. Navijaš? Navijam! Pripravi se za vroče športno poletje z nogometno navijaško kolekcijo. To je tvoja igra. Intersport. Seveda preberite, v kakšnem kontekstu je bilo vse skupaj to povedano. Vabljeni, da spremljate predvsem danes tudi naša družbena omrežja, kajti sledili bomo v bistvu vsakemu koraku tako slovenskih navijačev, kot tudi slovenski nogometni reprezentanci, ki želimo obilo sreče. In kot veste, reportaže, poročila,
analize, pogovori, intervjuji, komentarji, ocene, vse to in še več na večer.com. Gremo Slovenija.